Pozdravljeni! Četrti dan posta bi rada spregovorila nekaj o podpornem okolju. No, za začetek meni na primer pomaga tale kravica, steklenica vode, ki si jo natočiš zvečer in je fino, da počaka, stoji 24 ur. Že včasih so starejši ljudje znali povedati, da je voda, ki potuje po ceveh, utrujena, pa tudi tisto, ki so zajemali iz vodnjaka, so pustili, da malce stoji, dali še kakšno vejico zelišča. Danes pa, ko obremenjeni, živimo v svetu obremenjenem z strupi in različnimi dodatki, tudi tista voda, ki priteče iz vodovodne pipe, je že malce utrujena. No, o tem in o avtorju Japoncu, ki je to raziskoval, pišem tudi v tej svoji prvi knjigi Razstrupi se, prisluhni si 21-dnevni post. In še nekaj bi vam izdala. On pravi, da je zelo dobro vibrirati predno, kaj popijemo in jemo. Vemo, da in v naši katoliški veri in pa tudi druga ljudstva, narodi, imajo različne obrede in zahvale in blagoslova, predno se usedejo k mizi in kaj pojejo ali popijajo. No, in tudi on sugerira, da ko se lotimo pitja vode, je zelo dobro, da smo nekako prežeti z hvaležnostjo, z ljubeznijo. Ko boste prebrali mojo knjigo, boste videli, da je delal raziskave in se ukvarjal s tem, kako se glede na vibracijo, ki jo izražamo, spreminja tudi struktura vode. Kako kakovostni kristali nastajajo, ko vibriramo dobro, in kako manj kakovostni, ko vibriramo slabo. V času epidemije in nasploh, z leti, je fino, če še dodajamo, razen kdo, kakšno prehransko dopolnilo, jaz osebno bolj kakšne vitamine. Torej D3 v teh časih, predno se odpravim na sprehod na sonce, je zelo pomembno podporno okolje v času posta. Zdaj, kaj podporno okolje pravzaprav je? Ko predavam slušateljem kupa komunikacije na temo komuniciranja in odnosov v organizacijah, vedno poudarim, da se je zelo težko lotiti kakršnihkoli sprememb znotraj oddelkov, služb, podjetij, če si tudi kot vodilni posamezniki najprej ne ustvarimo za to potrebno podporno okolje. Enako je v družbi. Imamo sistem, da iščemo podpornike, sogovornike ali pa da delujemo po sistemu deli in vladaj s pozicije moči. In če ne dobimo potrebnega podpornega okolja, potem vsako spremembo, vsako nalogo seveda težko izpeljemo. Seveda pa mora tudi okolje, ki ga nagovarjamo, biti pripravljeno, da nam pride naproti. Znano je namreč, da na svoj odziv lahko vplivamo, na odziv drugega pa težko, oziroma ga lahko spreminjamo zgolj na način, tako da spremenimo svoje odzivanje na neko situacijo ali besede, dejanja sočloveka. No, če sem se zdaj preveč odmaknila, naj se vrnem k podpornemu okolju in postu. Včeraj sem se s Predragom med drugim sprehajala po trgovini in naenkrat mi je seveda blazno dišala vsa lepa in dišeča hrana s polic, in sem se pošalila na koncu, da to je pa res pravo podporno okolje, da me že malce lačno, tretji dan posta včeraj popelje v trgovino, da si ogledujemo vse te dobrote. In se je moj filmček pol zavrtel v bistvu nazaj. Namreč, mi ne smemo biti sebični, ko iščemo to podporno okolje. Ne smemo pričakovati, ko smo se odločili za dieto ali pa za post, da bojo zdaj vsi z nami v družini na dieti, ali da bodo vsi z nami zdaj postni in blazno bojo mogli paziti, da ne bi kakšno dobroto pojedli pred nami, ker ti packi nesramni nam pač v bistvu vzbujajo apetit in ogrožajo našo odločenost. Takšen pristop si kar lepo izbrišite. Jaz se v svoji mladosti spomnim, mama je imela zelo nihanje kilogramov, to je konec koncev vsaj malce stalo, verjetno tudi končnega pogubnega obolenja raka na želodcu in pankreasu, ampak pustimo to. Spomnim se pa nekega dogodka, ko nama je na mizo servirala dišečo govejo juho in je rekla: "Pojejta vidva v miru, jaz sem na dieti, jaz grem na balkon eno pokadit." Pa smo se pol pogovarjali še tudi o teh temah. Ta njen pristop
je v bistvu bil pristop odrekanja. Ne zmorem slediti svoji poti, medtem ko vonjam prijetne vonjave hrane in vidim, kako drugi uživajo, medtem ko jedo nekaj, čemu se zdaj jaz odrekam in ne smem, ker sem na dieti. No in tudi nihanja teže so bila pri njej izrazita. Torej, podporno okolje, ja, gremo na sprehod, a že imaš svežo vodo, ali delaš še, ne vem, je dovolj oreščkov na zalogi, klepet. Ni pa podporno okolje, ko se lotimo posta in diete, ne jesti v moji bližini, ker mi to diši. Ni podporno okolje, ne bom šla skuhati, ne vem, okusnega, dobrega kosila za svoja dva fanta, včeraj sem našla en super recept, spet iščem recepte, torej razmišljam o tem, ene ruske juhe, ni problem, z veseljem jo lahko skuham. Ne pričakujem, da zato, ker sem se jaz odločila za vodni post, bojo vsi okoli mene na vodi. Kaj vam torej sporočam 4. dan posta? Sporočam vam to, da mora to biti vaša notranja odločitev. In da ne pričakujete absolutne podpore na svoji poti v smislu, da če ste se vi odločili za jasno izraženo namero, zakaj to počnete, za očiščenje svojih notranjih organov, črevesja in duha, to morajo v vaši bližini početi tudi vsi ostali. Nikakor. Ker nimate pravice tega zahtevati od drugih. No, in naj vam izdam, da je bilo današnje velikonočno druženje ob zajtrku pri nas kljub moji odločitvi prijetno. In Predrag je tokrat pripravil super domač kruh, ki ga pač pri nas on najboljše speče, bila je šunka, bila so pobarvana jajca, bil je nariban hren, bila je tudi potica, čaj, kava in lepo smo poklepetali in se družili. Jaz sem znotraj svojega postnega obdobja, ker sem nam že omenila, da jajca so v prvi stopnji dobrodošla, pojedla jajce z naribanim hrenom, popila čaj, moja dva fanta sta se pač mastila z vsem ostalim, kar je bilo na mizi. O tem vam govorim. Govorim vam, torej, ko se podate na neko pot, kot je post. Pričakujte in se pogovorite s svojimi bližnjimi za zdravo mero podpornega okolja, da vas bodo na tej poti podpirali. Nikar pa ne pričakujte, da se vam bojo, in imate pravice tega zahtevati, prilagodili na način, da bodo počeli stvari enako, kot jih počnete vi. Torej, prazniki so priložnost, da se vprašamo tudi, v kolikšni meri smo in mi nudimo podporno okolje za želje, pričakovanja, cilje naših bližnjih, koliko smo pri tem iskreni in neobremenjeni z vnaprejšnjimi pričakovanji, kaj mora nekdo za nas narediti. Kaj sem še hotela povedati 4. dan posta? Nič. V primerjavi z prvim jesenskim postom vam moram povedati, da se ga lotevam, mislim, da sem že to včeraj omenila, v dosti bolj fit telesni kondiciji. S prebavo nobenih težav, tudi nekih večjih telesnih težav, ne da bi bila velika vrtoglavica, zdaj se bo odpravila na en lep sončni sprehod v naravo, hoditi treba, gibati se je treba in enostavno čutim, da drugi post po 6 mesecih začenjam v dosti bolj prečiščenem fit telesu. Da je tudi to vmesno obdobje prekinitvenega posta in da sem izločila, ne vem, bel sladkor, kruh, belo pšenico iz svojega jedilnika, da jem več, ne vem, toplih juh, sadja, zelenjave, enostavno pomagalo. Tako da vam povem jutri, 5. dan, kaj bo kaj novega. Počasi bom verjetno začela dovajati tudi malo bolj trdne oblike, hrane, vam bom povedala kaj, predvsem pa smutije na zelenjavni in sadni osnovi. Izdam vam jutri tudi en recept, ki sem ga poimenovala Biserkina energetska juha. Naredite si lep preostanek nedelje in srečno do jutri.